Največji izzivi so vsekakor v tem, da se poveča število obiskovalcev pri nas. Velik izziv je tudi digitalizacija, kar je aktualna tema, sedaj, kjer tudi se že je dosti naredilo, moramo pa zdaj ta proces dokončati in ne samo, da spravimo gradivo v digitalno obliko, ampak tudi najti načine, kako potem to v današnjem virtualnem svetu tudi ustrezno predstaviti in napraviti vse to, kar mi delamo in vse gradivo, ki ga hranimo, še toliko bolj dostopno. Je pa tudi s tem povezana uporaba orodij, ki so danes na voljo za dokumentiranje novih obdobij, ki jih je treba še obdelati oziroma zavarovati predvsem tisto dediščino, ki ni materialna, da se spomin na življenje v Zasavju nekoč tudi še naprej ohranja. Predvsem tukaj mislim na pričevanja generacij danes že v častitljivih letih in je zdaj zadnja priložnost, da iz prve roke delijo z nami ta pričevanja. Si zamišljate muzej tudi kot nekakšno stičišče in središče za različne dejavnosti, ki so povezane z zgodovino? Absolutno. Tudi kot pooblaščen muzej s strani države, vključen v muzejsko mrežo. Slovenija ima osrednji muzej zasavske regije. Smo to ne samo, da seveda si želimo, smo pa konec koncev tudi dolžni, to je naša naloga, ki jo opravimo, ena temeljnih. Tako da ja, tukaj stičišče tako za samo evidentiranje tudi dediščine, njeno varovanje in tudi prezentacijo na način primeren času, v katerem živimo. Pa ne samo tako, da bomo to počeli mi, ampak v sinergiji tudi z ostalimi javnimi zavodi, pa tudi z entuziasti, ki jih je v Zasavju kar dovolj, in konec koncev tudi privatnimi firmami, ki kot del svoje strategije imajo tudi navezavo na lokalno okolje in ni vseeno, kaj se tukaj dogaja. Tukaj smo vedno odprti za sodelovanja in s skupnimi močmi bomo tudi veliko več uspeli.